izmikaš, čaka zveličar te tvoj. Kaj še odlašaš in milost odbijaš, zdaj, ko že zadnji je čas. Nič se ne meniš, ko nežno in milo vabi te Jesusov glas. Takoj, pridi k Gospodu, takoj. Pridi, zakaj se še vedno izmikaš, čaka zveličar te tvoj. Ste utrujeni, izžeti, pregoreli. Se bojite, da boste brez neprestanega hitenja in ne da bi poskusili vse, kar vam svet, v katerem živite, ponuja, nekaj zamudili? Da boste zgrešili tisto stvar, za katero se bo izkazalo, da je izmuzljiv košček sestavljanke vašega življenja, ki bo končno zapolnil praznino, ki jo čutite v sebi. Hitimo in drvimo naokrog, da bi več naredili, več dosegli, da bi postali več. A vse, kar dosežemo, je le utrujenost. Vendar ne utrujenost, ki jo lahko odpravi dober nočni počitek. Niti utrujenost, ki je posledica naporne telesne aktivnosti. Ne, to, kar doživljamo, je utrujenost duše, izčrpanost duha. Izčrpanost duha, ki ustvarja ljudi, ki vedno hitijo, a vedno zaostajajo. Ljudi, ki so plitki, nepovezani z Bogom in preutrujeni, da bi jim bilo mar. Živimo v času, ki sili ljudi v takšen nesmiseln način življenja. To nikoli ni bil Božji načrt. Obstaja boljši način življenja. Glede na besedilo zapisano v knjigi preroka Izaija 40. poglavju, obstaja vir zdravja za vse, ki čutijo duševno utrujenost in izčrpanost. Preberimo skupaj besedilo iz Izaija 40. poglavja
28. in 29. vrstico. Mar ne veš, ali nisi slišal? Gospod je večni Bog, stvarnik koncev zemlje. Ne omaga in ne opeša. Njegova razumnost se ne da raziskati. Omagujočemu daje moč, onemoglemu povečuje vzdržljivost. Kako pogosto v svojem življenju panično brcamo in se utrujamo s svojimi poskusi, da preživimo, ko pa je vir moči tik ob nas. Gospod daje omagujočemu moč, onemoglemu povečuje vzdržljivost. Izčrpanost duha nikoli ni bila Božji načrt za naše življenje. On je vir ozdravitve za vsakogar, ki se počuti utrujenega ali onemoglega. To je dobra novica, ker kdo bi bil bolj usposobljen za kaj takega? Nenazadnje Jezus, učlovečeni Bog, nikoli ni bil zaskrbljen, niti ni mrzlično drvel skozi življenje. Spomnimo se zgodbe iz Evangelija po Marku 4. poglavja, ko se Jezus skupaj s svojimi učenci znašel v viharju. Učence je zajela panika, Jezus pa je bil miren. Viharju je preprosto ukazal: umiri se. Jezus je čutil večino naših človeških čustev, žalost, veselje, bolečino, jezo, toda nikoli ni bil zaskrbljen. Nikoli ni hitel, ker Bog nikoli ne hiti. Nikoli ga ne zajame panika. Dobro je spomniti se, da imamo Boga, ki je vir zdravila za vse oblike duhovne ali duševne utrujenosti. To je vir upanja za vsakega človeka, kajti vsi ljudje se borimo s tem. Zapazimo Izaijev opis splošnega dometa tega stanja. V 30. vrstici 40. poglavja beremo naslednje besede. Mladeniči omagujejo in pešajo, mladci se spotikajo in padajo. Izaija pravi, da je vsakdo ranljiv za to stanje duha. Celo mladi čutijo potuhnjeno grožnjo duševne utrujenosti. In kakšna je rešitev? Oni pa, ki čakajo Gospoda, dobivajo nove moči, dvigajo se na perutih kakor orli, tako, a se ne utrudijo, hodijo, pa ne opešajo. Tisti, ki čakajo na Gospoda, bodo obnovljeni, pravi to besedilo. Toda čakanje za večino med nami ni nekaj naravnega. Veliko nas je, ki ne maramo čakati. Ne maramo, ko nekdo prekine telefonski klic z besedami: oprosti, imam še en klic, lahko malo počakaš? Ne maramo čakati v prometnih zastojih ali v vrsti pred trgovino, ker je v njej ravno toliko ljudi, kolikor jih sme biti glede na njeno površino. Čakanje preprosto ni naš dar. Toda velik del našega življenja se stoji iz čakanja. Čakanja samske osebe na pravega življenjskega sopotnika. Čakanje para, ki si želi otroka, pa se ima želja še ni izpolnila in njuna molitev za družino še ni bila uslišana. Čakanje globoko malodušne osebe, ki upa, da se bo nekega jutra zbudila željo po življenju, ko pa se zdi, da takšno jutro nikoli ne bo prišlo. Čakanje osebe, ki je ujetnica nasilne zveze, ki je videti povsem brezupna. Boleče čakanje na smrt bolnega, da še zadnjič zapre utrujene oči. Čakanje je usoda nas biti, ki si sama po sebi ne morejo zagotoviti tega, kar upajo. V temi čakamo na plamen, ki ga ne moremo prižgati. V strahu čakamo na srečen konec, ki ga ne moremo napisati. Čakamo na to, kar še ni, ki se čuti, kakor da nikoli ne bo. Čakanje je najtežje delo upanja. Čakanje. To je z eno besedo Božja rešitev za utrujenost duha. Namesto, da bi hiteli in divjali skozi življenje ter poskušali manipulirati življenjskimi okoliščinami, nam je naročeno, naj čakamo. Čeprav je to najtežje delo upanja. V svoji knjigi Sobotna potovanja Henry Nouwen piše o svojih prijateljih, ki so bili cirkuški umetniki na trapezu.
Pripovedovali so mu o posebnem odnosu, ki vlada med tistim, ki se na trapezu spusti, in tistim, ki ga ujame. Kot si lahko predstavljamo, je to res poseben odnos. Še posebej zornega kota tistega, ki se v nekem trenutku visoko nad množico gledalcev mora spustiti. Medtem ko leti skozi zrak, je njegova naloga ostati kar se da miren in čakati na močne roke, ki ga bodo ujele in potegnile iz prostega pada. Ti cirkuški umetniki so povedali, ta, ki leti skozi zrak, ne sme nikoli poskusiti ujeti tega, ki je na trapezu. Preprosto mora čakati, s polnim zaupanjem. Verjamem, da vsi poznamo izkušnjo in doživljetje ranljivosti v času čakanja. Morda smo izpustili iz rok tisto, kar nam je Bog naročil, naj izpustimo, a ne čutimo še njegovih rok, ki bi nas ujele. Zato začnemo kriliti naokrog. Toda Bog pravi, da naj čakamo, v popolnem zaupanju. Čakajmo na Gospoda, ker tisti, ki čakajo Gospoda, dobivajo nove moči, dvigajo se na perutih, kakor orli, tako, a se ne utrudijo, hodijo, pa ne opešajo. Izaija pravi, da bomo včasih, ko bomo čakali na Gospoda, jadrali kakor orli. Kako veličastna slika. Orlove peruti so zmožne ujeti tokove toplega zraka, termalne vetrove, ki ga katapultirajo vse do hitrosti 130 km/h. Ne da bi premaknil eno samo pero, lahko orel z osupljivo veličastnostjo jadra do izjemnih višin. Za vse, ki čakajo na Gospoda, bodo prišla obdobja letenja, obdobja, ko nas bo sunek duha ponesel visoko. Jezus je rekel, veter veje, koder hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz duha. V tem besedilu Jezus uporablja besedno igro, saj beseda veter v grškem izvirniku pomeni tudi duh. Morda se prav zdaj nahajate v obdobju duhovnega letenja. Čutite Božjo moč, ki vas dviga visoko. Bog v vašem življenju deluje na izjemne in velikodušne načine. Daje vam moč, da se dvigate visoko nad vsako skušnjavo. Obdaja vas z modrostjo, ki daleč presega vaše zmožnosti. Preprosto letite. Če je to vaše stanje, bodite hvaležni. Naredite vse, kar lahko, da ostanete v toku delovanja moči duha. Nikoli ne domnevajte, da letite z lastno močjo. Toda morda ne letite. Namesto tega tečete. Vaše duhovno popotovanje ni lahkotno, a vendar tečete v tekmi. Ostajate na stezi. Čutite razočaranje, a prav tako tudi čutite Božje odobravanje vaše poslušnosti in vztrajnosti. Če vas to opisuje, potem tecite še naprej. Ostanite zvesti v poslušnosti, služenju in dajanju. Ali povedano z Božjimi besedami, tekli boste, a se ne boste utrudili. Toda obstaja še tretja oblika. Morda je vse, kar v tem trenutku zmorete, to, da hodite, pa ne opešate. Morda se vaše molitve glasijo nekako tako. Bog, ne počutim se prav močnega. Počutim se otujenega od tebe. Sem ranjen in utrujen. Moja duša je izčrpana, toda Bog, ne bom odnehal. Držal se te bom in čakal na te. Ne glede na to, ali je vaše stanje podobno letenju, teku ali hoji, Jezus vas razume. Vse ve o tem. Pozna letenje. Spomnite se na primer trenutka, ko je zaradi njegove izgovorjene besede v temo Lazarjevega groba posvetila svetloba življenja. Ali trenutka, ko se je 72 učencev vrnilo in pripovedovalo supljive zgodbe o tem, kako so bili demoni pokorni v Božjem imenu. Ali pa trenutka, ko je Jezus stal na gori spremenjenja. Verjamem, da je Jezus v teh trenutkih letel. Toda ni bilo zmeraj tako. V svojem življenju na zemlji se je pogosto srečeval z neprijetnimi ovirami. Njegovi sledilci ga pogosto niso razumeli.
Doživljal je nasprotovanje ljudi, ki so se imeli za pobožne. In tudi, ko ga je Satan skušal v puščavi, je Jezus tekel naprej. Toda potem je prišel trenutek, da se povzpne na križ. Tistega dne Jezus ni letel. Ko so mu položili križ na njegov krvaveči hrbet, ni z njim skakljal naokrog. Čeprav je bil takrat še mladenič, se je spotikal in padal. Toda kljub temu je hodil naprej. Včasih je to, da hodimo vse, kar zmoremo, a to je dovolj. V trenutkih, ko je utrujenost duha najmočnejša, je dovolj reči: Bog, ne bom odnehal. Moje življenje prav zdaj nima veliko smisla, a kljub temu bom čakal nate. Se počutite ujete v življenjski naglici, ki nima nobenega smisla? Je vaš duh v stresu? Vaša duša utrujena? Potem čakajte. Čakajte na Gospoda. Amen. Molimo. Dragi naš nebeški Oče, hvala ti za tvojo besedo, za sporočilo upanja in moči. Hvala ti, ker razumeš naše stanje izčrpanosti in utrujenosti. Hvala ti, ker se v trenutkih, ko smo na tleh, ko je opotekajoča se hoja, vse, kar zmoremo, ne odvrneš od nas, ampak nam daješ nove moči. Hvala ti, ker si z nami tudi v trenutkih, ko zmoremo teči. In hvala ti, ker nam daješ priložnosti, ko lahko jadramo in letimo visoko. Gospod, pomagaj nam, da v vsakem trenutku svojega življenja čakamo na te. Kajti ti si vir naše moči. Ti si tisti, ki nas krepi, ki nam daje moč in ki nam daje vzdržljivost. Na tebe se zanašamo in na tvojo besedo se sklicujemo. Amen.